Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Klancu na Vrhniki kot 8. med 12 otroki. Umrl je star 42 let 11. decembra 1918 v Ljubljani. Izdal je eno pesniško zbirko, 41 romanov, črtic povesti, mladinskih del in esejev, 7 dram in prispeval preko 30 del za časopise. Trije slovenski pisatelji so dobili privilegij, da na svoj način po svojem izboru predrugačijo 3 njegova dela. Boštjan Gorenc Pižama je z ilustratorko Tanjo Komadina sodeloval pri zbirki črtic Moje življenje. Nastal je Moj life. Žiga X Gombač je z ilustratorjem Igorjem Šinkovcem predrugačil Hlapca Jerneja in njegovo pravico, Andrej Rozman Roza pa je z Damjanom Stepančičem na novo premislil Hlapce. So slovenski srednješolci dobili novo obvezno čtivo? Stripi v knjižno zelo razvitih državah, kot sta recimo Francija ali Belgija, že dolgo veljajo kot izvrsten način spodbujanja bralne kulture. V Sloveniji temu morda niti nismo bili do zdaj tako zelo vajeni, se je pa pokazalo, zdajle po dobrem mesecu od izida, da slovenski založniški trg in slovenski bralci iščejo neke drugačne zgodbe. Razen predstav v matičnem Cankarjevem domu bo trojka vse leto obiskovala slovenske šole. No, ko so mi rekli najprej, da bi sodeloval pri tem projektu, sem najprej prvo mislil, a si drznem, sploh vzeti Cankarja, ga pregnesti. Na kar potem, ko sem tuhtal, stalno sem se vračal k temu peharju suhih hrušk. Nekako se mi zdi, da so pehar suhih hrušk, pa potem še neke druge epizode so tako zelo zakorenjene v mislih vsaj naše generacije, podzavesti. Recimo zdaj mlajše generacije mislim, da ga nimajo več na srečo v tem obveznem programu. Se pravi, da pri 7 reče, zdaj moraš pa tole krivdo brati in živeti z njo pol od danes vselej naprej. Sem vedel, da jaz bom dokaj bolj razmesaril tiste stvari, da bom vanje vpletel neke sodobne popkulturne reference, probo komentirati. Kaj bi rekel Cankar, če bi zdaj tole prebral? Po mojem bi privihal brke in sigurno jih malo slišal, bi jaz rekel. Po mojem bi se mu pa tudi fajn zdelo, zato ker vsakmu avtorju se zdi fajn, da se ga potem poustvarja. Jaz sem potem dodal 2 angela, ki se čudita, kakšni ljudje so to. Mislim, predvsem Jermana želita spreobrniti, da bi se malo več zanimal za sebe, pa za, bi rekel, tuzemske radosti, za ženske konkretno. Stripi knjige so izšli v paketu, ki stane 29,90 evra. Glede na to ceno, naklado in široko zanimanje za stripe, pa se namiguje, da bo postal šoloobvezen. Nenazadnje je pobudnik projekta nekdanji minister za kulturo, filozof dr. Uroš Grilc, ki je k sodelovanju pritegnil številne partnerje, od Ministrstva za izobraževanje do Javne agencije za knjigo, občine Vrhnika ter sofinancerje na državni in evropski ravni. Gledališča in druge ustanove letos že napovedujejo tudi več uprizoritev Cankarja. Premierno na deskah Lutkovnega gledališča Maribor tudi Cankar Pižamov Moj life, ki ga bo na oder postavil Sebastijan Horvat.